Zdaj pa recimo, če bi hotel sestaviti en obrok, ki bo podpiral hormonsko ravnovesje, obenem pa dajal tudi stabilno energijo, kaj vse se mora znajti na krožniku? V bistvu je ful simpel. Vzameš krožnik, pa ga razdeliš na 4 dele in polovico napolniš z nekim sadjem, zelenjavo, se pravi, to so lahko tudi solate zraven štejejo to, razne omake zelenjavne, kuhana zelenjava, surova zelenjava, sadje, pa obrokov, karkoli tukaj šteje. To je naš delež vlaknin, antioksidantov. Ful pomembno, vlaknine so ful pomembne tukaj. Potem imamo četrtino krožnika, ki damo proteine, se pravi neko meso, stročnice, kar pač ribe, kar je proteinski vir, in četrtino kompleksne ogljikove hidrate. Zakaj rečem kompleksne? Ker te v bistvu se ne bojo tako hitro absorbirali v kri, kot recimo čist beli kruh ali pa beli riž, boš zbrati neki polnozrnatka, neki rdeči riž, sladek krompir, kaj tasga. In to je to. V bistvu je ful lahko. Vzameš krožnik in ga samo razdeliš na 4 dele. In potem četrtino krožnika zapolniš z beljakovinami, četrtino s kompleksnimi ogljikovimi hidrati, polovico pa s vlakninami, se pravi s sadjem ali pa zelenjavo. Lahko tukaj štejemo tudi solate, ali pa juho, ali pa karkoli, kar ima zelenjavo. Recimo, kako to izgleda v praksi? Vzameš lahko neko sadje, kivi, mandarine, pomaranče, jagodičeve in dodaš zraven ovsene kosmiče, pa jogurt ali pa skuto. In je to zelo uravnotežen obrok. Za kosilo si pa lahko recimo krožnik sestaviš tako, da vzameš eno meso ali pa ribo, pa potem nek kompleksen ogljikov hidrat, kot je sladek krompir, rdeči riž, ajda, karkoli polnozrnatega, pol pa dodaš kjerkoli zelenjavo, ki si jo zaželiš na drugo polovico krožnika. Dober tek!